Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni tukaj v čudoviti in sončni Ljubljani. Nahajava se direktno pred gradom Kodeljevo v parku. Za seboj imava tudi tobogane. Če vas zanima natanko, kje se nahajava, pa mogoče poveva še malce kasneje. Z mano je Čimi. Živijo. Živijo. Bi te mogoče predstavil za začetek, če se strinjaš in če dovoliš. Vse in dovolim. Torej, Čimi je z menoj glasbenik, ki se je rodil očetu iz Gabona in materi iz Slovenije. Kot otrok je sprva igral klavir, kasneje pa ga je opustil in se raje začel učiti kitaro. V najstniških letih je kot basist deloval v zasedbi Ljube duše, ki je preigravala jazz standarde in bossa novo. Ko je skupina razpadla, pa se je začel ukvarjati s produkcijo lastne glasbe. Kot vir navdiha navaja kantavtorja Iztoka Mlakarja, vsa besedila pa napiše v slovenščini. A drži vse, kar sem prebral? Drži. Ja. No, lepo, da lahko to potrdiva. Čimi, povej za začetek, zakaj in kako si se sploh začel ukvarjati z muziko? Zakaj? Dejansko nisem čist prepričan. Jaz sem že, pri 5 letih sem začel igrati klavir. Pa težko zares rečem, zakaj. Pač zabavno mi je bilo. Ne vem, po mojem prve zvrsti, ki so mi bile res zabavne, se mi zdi, da sem prvič slišal blues, oziroma neke te boogie klavirske situacije. Pa me je začelo to zanimati. Od takrat naprej pa kaj pa vem, kaj me je gnalo. Mislim tako, meni je muzika ena od bolj zanimivih, pa res neizčrpnih stvari, ki jih lahko človek se loti. Tako, ne glede na koliko si dober v njej, se da nove stvari osvojiti, nove stvari dosežiti in nove stvari raziskovati. In po mojem je to eden boljših motivatorjev. Plus pa, mislim tako, res je dobra iztočnica ali pa res je dober format za izražanje misli, čustev. Pa če spregovoriva mogoče o Čimijevi predzgodbi. Nekaj zadev sem že omenil. Ti si pravzaprav začel kot nek otrok, ki igra klavir, sva videla, ne? Ja, tako se je začel. Jaz sem hodil nekaj časa v glasbeno šolo tle v Mostah in sem igral klavir. Klasičen klavir mi je bil tako malo dolgočasen, iskreno povedano. Tako kot sem prej omenil, sem hotel špilati neke bluzovske, neke groovy, funky zadeve. Ampak glasbena šola pa se nekako pač sploh v zgodnih letih te veliko bolj usmeri v klasiko. Zdaj, ko sem sicer starejši, razumem, zakaj je tako in nekako tudi razumem tehnične veščine, ki bi jih s tem pridobil. Ampak kot 5-letni otrok, ki že tako nima odličnega odnosa z avtoriteto in pa koncentracijo tudi. Definitivno ne koncentracijo. Mi to nekako ni ležalo in zato sem se lotil bistveno bolj liberalnega inštrumenta, kitare. Pa bas kitare celo, ne? Sem nekaj videl. Eventualno tudi, ja. Med gimnazijo sem pobral bas kitaro. To pa se tudi ne spomnim, kako se je zgodilo. Po mojem sem samo se srečal prvič, ko sem se srečal s kolegi iz gimnazije, s kateri smo tudi potem ustvarili Ljube duše, je pač bila bas kitara bistveno bolj tako, pomemben ali pa tako smo rabili bas kitaro bolj, kot smo rabili. Zaželjen, vedno je basist tisti, ki ga ni, ne? Ja, presenetljivo mal basist, tako, težko je najti dobrega basista. Pa ne, da sem bil dober basist takrat, ampak težko je najti basista na splošno. In zato sem po mojem pobral bas kitaro. In mi je čisto zasedalo, tako, kot nek tak zelo ritmičen inštrument, z zelo bogato zgodovino v jazzu, funku in podobnih zvrsteh. A si upaš reči, kdo je tvoj najljubši basist celo? Mislim, da je neugodno vprašanje. Mogoče je to malo tako cheesy answer zadnje čase, ampak Thundercat. Ja. Nobeno, mislim tako, veliko ljudi reče tako Jaco Pastorius, pa te neke starejši ljudje, ampak dejansko po mojem Thundercat, sam tako, ker je res cementiral to vlogo bas kitare kot tudi tako solo inštrument. In nadaljeval to zapuščino Jacota, ki je pač to nekako začrtal dolgo nazaj. Ja, zdaj si rekel to po televiziji, zdaj zdaj to je moraš več nazaj, ne? To je zdaj zunaj. S tem sem Thundercat. Torej, potem pa Čimi kar naenkrat rata, Čimi, kot ga poznamo recimo danes, ne? Kako se je pa ta preskok zgodil? Ker tudi rab neke prednastavke verjetno, ne? Vsaj rokovanje z neko produkcijsko opremo, skladanje, kako si se s tem recimo srečal? Mislim, po mojem dejansko moji prvi koraki v produkciji so bili zato, ker sem hotel producirati hip-hop. Imel sem neke ideje za bite, pa sem jih hotel nekako poustvariti
Pa sem pa v bistvu pogruntil preko tega, tako samo da pridobiš neke osnove glede tega, kaj se da narediti s produkcijo IPD. Sem povezal, da jaz v bistvu tudi druge stvari delam s tem in takrat sem imel tudi neke kantavtorske ideje. Koliko si bil star približno takrat, da si predstavljamo lažje? 15, 16, nekako. Ja, tako. Že v teh nekih najstniških letih. Ja, ne tako ful prej, 15-16 bi rekel. In za veliko teh svojih kantavtorskih idej sem mogel iti v studio, poznal sem neke kolege, ki so imeli včasih čez Red Button studio s tem za Bežigradom. In tako pač, hudo mi je bilo delati v studiu pa vse to, ampak se mi je zdelo nekako tako breme, zdaj pač organizirati vse te ljudi, imeti mogoče en studio session na teden, pa tako mislim skozi nasnemavati stvari. In sem se pol čim prej probal vzpostaviti, tako da lahko doma snemam svoje ideje. Da se jo samosvojiš, ne? Da nimaš zdaj cele komplikacije z ostalimi glasbeniki. Točno to. In potem si začel delati bite. In potem sem začel delati bite prvo, ja. V katerem programu, recimo, če še to poveva, kje se je začela tvoja pot? Jaz največ trenutno, pa že od nekdaj delam v Abletonu, ampak čisto prvi program, ki sem ga probal, je bil v bistvu Fruity Loops. Ja. Sam ga nisem čisto tekel, kar se sliši, mislim, mogoče smešno, glede na to, kako preprost program je. Ampak tako, tista preprosta naloga, ki sem jo imel, se pravi, da uskladim dva različna sampla, ki imata drugačen tempo, je bila presenetljivo komplicirana, medtem ko v Abletonu se da samo malo tako potegniti, kot nek tak plastelinje. In potem je bilo zelo intuitivno od tam naprej, zares. Tako da Ableton je moj glavni program trenutno. In potem, če se motim, me lahko opraviš, se je kar naenkrat zgodila korona. Ja. In kar naenkrat je iz te korone se pojavil Čimi. Kako se je to zgodilo? Razloži. Mislim, po mojem ne bi bilo fair reči, da se je to začelo že v koroni. Jaz mislim, da je res pomembno izpostaviti, da jaz sem že pred korono ful preveč časa preživel sam v svoji sobi in delal isto, kot sem delal med korono. Se pravi, jaz sem šel od tega, da nisem vedel nič o produkciji, do tega, da sem 12 ur na dan sedel tam, švical, imel okna zaprta in se učil to, kar sem na koncu uspel nekako ubesediti in do konca sfiniširati v toku korone. Tako da lahko rečemo, da so v bistvu pravzaprav vse skladbe, ki jih najdeva na Human OS, se tako izgovori, operacijski sistem, verjetno. Ja, kakorkoli, kjerkoli od teh. Verjetno so vsi te komadi oziroma skladbe nastale v nekem tem obdobju ali so že kakšne starejše? Kvečemu se je tako kdaj zgodilo, da sem imel že pripravljene ideje za inštrumentale, se pravi neke demote, ki sem jih posnel, kakšne kitarske dele, chord progression, karkoli, nekako tako, da sem imel nek skelet, ki sem mu potem v nekak karanteni dodajal, oziroma sem ga končal. Se pravi, ne bom rekel, da so bile komade že, da je bil kjerkoli komad že končan pred karanteno, ampak sem imel pa že par idej, projektov, ki jih nisem končal, pa sem bil tako, ok, se res, to je bila dobra ideja, ki sem jih pa končal. In kako potem zgleda, ima že neke ideje prej, verjetno kakšnih idej, mislim, kakšne ideje ima že celo posnete, kako pa potem, če govoriva čisto o nekem ustvarjalnem procesu, kako nastane Čimijev komad od začetka pa do konca, verjetno se tudi razlikujejo po tipu, vendar, če imaš. Ja, mislim, malo je odvisno od žanra zares, zato ker mislim, jaz tudi delam veliko inštrumentalnih stvari, pa stvari tako za kompilacije. Eno od teh je tudi pač ta, ki me je danes povlekla v ta DJing stvar v Gali danes. V katerih žanrih govoriva, recimo, da vem, da je težko? Mislim, tako vsaj okvirno lahko. Mislim, jaz veliko delam tako stvari z nekimi bolj EDM-ovskimi podtoni, elektronika, pa veliko mešanice med elektroniko pa hip-hopom, pa elektroniko pa trapom. Tudi neke tako zelo preproste orkestralne pa komorne stvari sem se loteval, kakšne malo bolj tradicionalne jazz stvari, tako če se mi je dalo res snemati kitaro pa bas kitaro pa tako neke bobne programirati. Vem, da je oznaka etno mogoče ni optimalna, ampak tako stvari, ki so malo bolj, tako uporabljajo malo več afriških bobnov ali pa mogoče malo bolj, kako bi rekel, tako ljudskih struktur, ne vem. Dobro, zdaj sem čisto mičkano zašla, ampak... Ja, se to, vse živo v glavnem. Vse, kar tako slišim, pa se mi sliši cool pa ustvariti ali pa mešati. Ampak tako nekako hip-hop in trap, elektronika, EDM, afriški bobni, nekje na tem spektru se pojavlja. Se giblješ. To je bilo sicer umestno vprašanje, sem čisto zmeden in sva zašla. Kako torej nastaja skladba? Ti si
tekstopisec, pravzaprav glavni, ker si eden in edini. Tako da kako je to povezano, kako se to dopolnjuje, glasba, besedilo, če se... Vse, mislim, odvisno od komada, tako težko je reči, da zares ena stvar konstantno prva nastane. Jaz mislim, da se ponavadi začnejo prvo neka harmonična ideja, se pravi, bodi si nek tako chord progression ali pa tako, se mi zdi, da je kitara zame eden najbolj tako intuitivnih inštrumentov, samo se skicirati nek outline ali pa vzpostaviti neko formo. In potem, ko imam neko tako formo, lahko potem imam to lepo v enem tracku in potem nekako gradim na to. In potem včasih na koncu tega demota ali pa te ideje sploh ne vključim noter, ker je že vse ostalo zgrajeno okoli tega, toliko jasno sporoča, kaj sem hotel povedati s tem demotom. Ampak tako nekako, se pravi, zabeležim si neko idejo, tako probam se na začetku osvoboditi ful enih produkcijskih ali pa tehničnih stvari, zato ker se mi zdi, da te to velikrat malo odpelje stran od te neke spontane ideje. Probam čim hitreje zajeti to v kakršnem koli formatu že in potem ko imam lepo vse na gridu in vse v projektu, začnem dodajati neko produkcijo. In takrat ponovadi pol tudi začneš z nekimi teksti in tako naprej. Tako je, potem v bistvu nekako z roko v roke delujeta tudi produkcija in pisanje tekstov, zato ker velikrat se nekako dopolnjujeta. Se pravi, da če imam v glavi neko besedilo, bom probal s produkcijo to nekako poudariti, ta občutek, se pravi, če gre za zelo neko žalostno besedilo, bom probal temu ustrezno producirati. Ali pa če imam neke produkcijske ideje, ki spontano pašejo gor, pa so bolj energične, bom temu prilagodil besedilo. Tako nekako potem istočasno se to preplete. Ko človek posluša tvojo glasbo, se zdi, da, če govoriva o tekstih, da kar nekako res zelo lepo padejo skupaj z glasbo gor. To se pravi, verjetno imaš vedno nekako v mislih, kako tudi kakšno besedo celo uporabiti na katerem mestu. Ja. Se mi zdi, da res pišeš besedila potem, ko imaš že narejeno neko glasbeno idejo. Ja, to je dobra opaska, zato ker velikrat, če imam ideje za vokalne linije, noter še ni besedila. Se pravi, velikrat slišim neko podlago, pa samo nekaj odmomlam ali pa odpojem na ključnih angleških besedah ali pa slovenskih besedah ali pa karkoli, kar se lepo sliši z neko vokalno linijo. In potem v bistvu kar veliko razmišljam o tem, katera beseda slovenska bi lepo pasala in dopolnila to linijo. Ja, da velikrat tako več časa zapravim. To je isti ta filozofija, da nočeš, da ta tehničen aspekt tega na koncu ovira samo to nek spontan moment pisanja melodij. Še posebej melodij, ker so res zame, pa niso za vse, razumem, da se da ful naštudirati, ampak zame je pisanje melodij res tak intuitiven postopek, za razliko od recimo pisanja harmonij. In nočem, da bi recimo to, da bi jaz vmes razmišljal šit, kjer beseda se rima s tem ali pa s tem ali pa s tem, da bi to zmotil ta tako. Ja, proces nekako. Ja. O čem pišeš? O čem pišem? Se mi zdi, da pišem največkrat o svojih izkušnjah z ljudem. Deček in Luna si ti deček. Ja, mislim ziher, ja. Velikrat je nekako iz mojega stališča, ampak ne pa vedno. Mislim, tako včasih govorim iz perspektive ljudi, ki so mi blizu, ljudi, ki jih dovolj dobro poznam, da bi jih nekako vključil v nek ta mitos, karkoli že je. Ampak velikrat so samo izpovedane, vsaj do neke mere, zato ker se mi zdi, da je glasba res eden od redkih načinov, kjer lahko tako obči javnosti oziroma z občo javnostjo delim svoja tako čustva in svojo izkušnjo na nek način, ki ni ful tako awkward ali pa ki ni tako čuden. In se mi zdi, da je njo kot tako... Nek ventil, ne? Ja. In se mi zdi, da sem jo, vsaj do zdaj, mislim, v teh komadih, ki so išli zdaj nazadnje, da sem jo uporabljal v ta namen. Tako da, ja, večinoma so iz moje perspektive. Bova še o besedilih, moramo pa za trenutek skočiti k našim glasom, potem se pa vrnemo, Kodeljevo bo še vedno ostalo tukaj, Čimi pa tudi. Takole, spet smo nazaj, gostim pa seveda Čimija, še vedno ne boste verjeli. Čimija, ki je oktobra leta 2020 izdal svoj debitantski EP, to se pravi kratkometražec, recimo temu po slovensko, z naslovom Human OS. Deležen je bil seveda zelo pozitivnega kritiškega odziva, glavni single Hera pa je na YouTubu zelo kmalu prejel že več kot 10.000 ogledov, koliko jih ima danes. Nimam pojma. Nekaj več kot 10.000, matematično gledano. Tako je. Ostala so pri besedilih, zakaj slovenščina? Pa se mi zdi, da je slovenščina tako premalo, mislim, to se sliši glede na našo zapuščino v poeziji, tako malo
kiljovo reči, ampak se mi zdi, da je v vsaj moderni pop sceni slovenščina tako premalo raziskan jezik, kar se tiče vsega, kar nam zares nudi. Mislim, itak sem hotel, seveda tudi poleg samega tako tehničnega razloga, sem hotel vedel sem, da hočem narediti nekaj za slovenski trg. Meni se zdi tako malo, spet se mi zdi kot malo tako zgubljen potencial tega, ker ljudje velikokrat hočejo seči v tuje trge, ki so že nasičeni z ogromno enih umetnikov, ki delajo več ali manj isto, in sem vedel, da hočem nekaj narediti za slovenski trg, ker se mi je zdelo, da tega manjka, to je nekaj, česar bi jaz hotel več videti. Ampak tako, tudi iz tehnične perspektive mi je slovenščina zelo speven jezik. Presenetljivo veliko besed imamo, ki na zelo zanimiv način nekako pašejo v melodijo, ali pa so tako dolge, ali pa tako, da res za razliko od recimo velikih balkanskih jezikov ali pa angleščine, tako ni veliko stvari v lepih sodih številih zlogov, da bi jih kar lepo tako nekako zlagal, ampak se moraš malo bolj potruditi. Ampak če pa vložiš to ekstra delo, je pa lahko zelo tako pozitiven vir. Nekako. Ja, razumem. Zdaj so to kar dobro razdelala. Zanima me pa še iz nekega mogoče marketinškega vidika. Se ti zdi, da je v slovenskem trgu lažje delovati in celo uspeti, če nekako pišeš v slovenščini? Jaz bi rekel, da ja. Jaz bi se strinjal, da ja. Zato, ker slovenski trg zares, še posebej kar se tiče stvari, ki bi prišle v neko tako občo poslušljivost ali pa ki bi nekako prestale vsaj blizu pop sceni, da dejansko ni toliko raznolikosti. Se mi zdi, da se slovenski trg drži tega tako rock ritma in tona že toliko časa, da karkoli novega zares uspeš prinesti temu, pa da je tako uspevno, si že kar blizu uspeha. Napram recimo tujem trgu, kjer so dejansko izkusili že cel spekter tega, kar recimo jaz delam, tako indie, hip-hop, soul, te stvari so bile že zmešane povsod, razen tle praktično, in se mi zdi, da je nekaj temu. V bistvu, jaz bi več ljudi rad videl, tudi ljudi, ki so trenutno na sceni, pa so se odločili pisati v angleščini. Mi je tako malo škoda, ker se mi zdi, da če bi pisali v slovenščini, bi bili bolj uspešni s to muziko. Muzika je dobra, ampak če ljudje ne najdejo, če se ne najdejo v njej na neki lingvistični ravni, velikokrat na slovenskem trgu ne pride tako daleč. Ti pa to lahko z neko, ne samo z neko lažno skromnostjo, lahko rečemo, da si pa prišel kar daleč že takoj na začetku. Ne vsaj v tem nekem, ne povsem, glavnem mainstreamu, ampak tako nekje, kako bi rekla, kako sploh opisuje svojo glasbo, kaj je to? Ja, mislim, poskuša biti čim bolj zanimiv pop, kar vem, da je tako malo, mislim, vsaj v slovenskem kontekstu, tako malo oksimoron, ampak upam, da niti ne toliko. Moja glasba, vsaj ta, ki sem jo izdal do zdaj, se ne trudi biti ful neki avant ali pa tako konceptualno, niti nujno toliko zanimiva. Jaz mislim, da je moj cilj to, da probam ljudem pokazati, da je lahko stvar kompleksna produkcijsko, da je lahko stvar kompleksna, mislim, lingvistično niti ne, ampak tako, da je lahko stvar ni ful preprosta, pa da je še vedno poslušljiva, da si ljudje lahko zapomnejo bolj kompleksne stvari, kot mogoče mislimo včasih. Če mi pametne stvari govoriš. Greva se ostaviti končno pri tvoji prvi mali plošči. Je to žaljivo? Ne. Mala plošča je kratkometražec. Objektivno je kratkometražec, ja. Human OS. Kako je prišlo pravzaprav do sodelovanja s tvojo založbo Inte Tapes? Takrat, ko sem jaz vzpostavil stik z Inte Tapes oziroma Žigatom Pucljem, ki je šef, CEO Inte Tapes, kakorkoli že, je bila v bistvu plata že končana. Jaz samo enostavno nisem vedel, kako bi se lotil izdaje te plate. Oziroma si nisem znal predstavljati, koliko velik projekt je to. Jaz tako rad rečem, da sem ciljal na nek tako trg blizu popa, ampak zares nimaš pojma, kam bo stvar šla, če bo sploh šla kam, preden jo izdaš. In jaz sem imel plan samo jo vršiti na Bandcamp in biti tako cool, to je neka internetna stvar, pustimo jo tam. Ampak potem sem jo pa v bistvu čisto, ne bom rekel preventivno, ampak tako čisto za dodatno varnost sem jo poslal Žigatu Puclju, ki sem ga poznal še od svojega dela v glasbeni redakciji Radia Študent, za katerega sem menil, da si jo bo konkretno preposlušal in mi dal neko konkretno mnenje. On je bil, mislim, da celo eden redkih, če ne celo edini človek, ki je slišal v celoti, preden je izšla. In to sodelovanje je prišlo zato, ker je on si res vzel čas,
tako, kakor sem nekako predvidel, da si bo, sam še bolj, kot sem predvidel, da si bo, si je vzel čas, jo preposlušal in mi dal res neke konkretne napotke glede tega, kako bi se je bilo smiselno lotiti glede organizacije komadov, kako bi se je bilo smiselno tudi malo tako, kako pozicionirati to glasbo in lik Čimija znotraj nekega slovenskega prostora. Ja, on je imel tudi neke ideje, mislim, ker originalno je bila plata daljša, ne? Kakor se je potem tudi nekako razdelil v B-sidesih in tako dalje, je prišlo do tega. In tudi on je imel tudi razmislekov glede tega, a je res smiselno, da je tako dolga, a se nekateri ambienti komadov že ne mogoče malo ponavljajo znotraj ene plate, ali pa tako vsaj, da se jo da tako razvrstiti nekako. In je ene par komadov in ene par vrstnih redov komadov sem zamenil glih zaradi tega inputa. Tako da to sodelovanje je prišlo v glavnem samo iz nekega medsebojnega interesa, da ta plata... Oba sta verjela, v bistvu, da to lahko nekaj iz tega se zgodi. Točno to. In zdaj se dogaja, lahko te vidimo po različnih prizoriščih, bil si v Kinu Šiška že nekajkrat, potem Švicarija, če se prav spomnim, dobro, v radijskih studijih si tudi že velikokrat nastopil. Kakšni so plani za jesen in potem zimski plani, če že obstaja kaj takega? Mislim, kar se tiče nastopov, bo zdaj 1. oktobra zadnji, ki jih imam planirane v teh pač po tej poletni nekak mini turnejci. Potem pa imam neke projekte, ki bi jih rad končal, ki jih strateško še ne bom razkril. Kar se tiče živo nastopov, pa jih nimam zares planiranih po zimi. Zima je ponavadi čas, ko pač jaz delam na muziki doma. In po mojem bo letos tudi nekako tako. No. To se pravi, sorry, ki te prekinjam, da lahko pričakujemo novo ploščo spomladi. Mogoče. Ja, pa kaj si zdaj skrivnosten? Ja, ne moram vsega povedati, ne pusti mi vsaj neko PR-ovsko. Razumem. Manevrski prostor. Dobro, ko govoriva o odru, kakšen je Čimi na odru? Uživaš? Misliš, da si dovolj dober, kot si lahko, ali imaš raj pravzaprav totalno kontrolo nekje doma v studiu? Mislim, vsekakor imam raj totalno kontrolo v studiu. Tudi zato, ker zares nisem tako klasično šolan pevec ali karkoli. Ni zares to moj tako naravni prostor. Ampak se mi pa zdi, da tako v družbi ljudi in v sami personi nastopa, pa se mi zdi, da mi gre kar okej. Probam se pač uživeti sam vase in probam enostavno stvar tretirati na nek človeški način. Probam se pogovarjati s svojim občinstvom, probam jih vključiti nekako v nastop, probam tako poskrbeti, da ni samo tako, da vam jaz pojem to, kar si lahko poslušate doma. Ampak da imajo eno izkušnjo več, pa da se imajo fajn. Na kar je treba opozoriti, tudi na vizualni moment tvojih nastopov. Ne vedno, to je treba povedati, da se ne ponavljaš, ampak vedno dodaš, kot da bi rekel, neko tematsko zasnovo, ki se potem tudi v vizualnem načinu realizira. Ja, to je res. Mislim, s tem sem si sicer nakopal kar enega dela, ampak tako, moj interes je bil točno to, da nekako ljudje lahko rečejo, da so bili v Šiški in v Švicariji in da se ni ponovil nastop in da so bili tako hudo. Pridem še kdaj, da vidimo, kaj bo naslednjič. Hočem, da je da je to nek čim bolj multimedijski in multiformaten experience ali kaj se vem kaj. Tako kot si rekel, probam pač dodati temu neke zanimive koncepte, neke zanimive narative včasih. Tako da pač ni samo to, kar bi lahko človek poslušal doma, ker res se mi zdi, ne bom rekel brez veze, zato ker veliko ljudi v kontekstu bandov ali pa tako jih zanima tudi kakšna je izkušnja zvočna na odru, ampak kar se tiče mene, iskreno povedano, pač glede na to, da samo pojem na instrumentale, če ne bi bilo nekih zanimivih dodatkov, če bi jaz šel na svoj lastni koncert, mogoče po tretjem koncertu malo dolgo času in jaz nočem, da pride do tega. Ampak hodijo ljudje 3-krat zapored na koncerte? Ja. No, to je fino. Pa brez heca, no? Ne, res, vem, ni glupo vprašanje. Imam par ljudi, ki čisto vsakič pa koncertu pride do mene in se tako. Čimi, spet je bilo dobro, ne bomo se te naveličali še nekaj časa. Ne, mislim tako, sem hvaležen, absolutno. No, res mi je fino to, da tako, fina mi je ta človeška izkušnja, da ljudje pridejo na koncerte in pridejo pozdraviti pa koncerte in se tako, thanks. In sem jaz tako, thanks, Step. In so pa tako hudo. Ne vem, tako všeč mi je to. Hotel sem te vprašati, kdaj si začel puščati brado? No, te bom to vprašal. Zgodil se v gimnaziji.
Začelo se je tako, da sem imel full zalistcev samo. Aha, takole. Ja, kar je bilo tako malo smešen. Si bil ljubitelj country glasbe takrat. Tako bi izgledal, ja, tako bi izgledal. Pa nek tako, kaj jaz vem, tako nek bluzer v tako 1930-ih. Ali kaj, ne vem, tako pač nek full weird, obrazni tako moment sem imel dlak. Pa sem si pa to enkrat pobril, pa sem rekel, ok, sem pobril pač celo faco, kolikor je bilo pač nekega tako pač prirastka. In pa se je začel. In pol ni bilo poti nazaj. Zdaj nisi mogel ustaviti. Ni bilo poti nazaj. In zdaj čim je tako kot je, ne? V nobenem videospotu ga verjetno ne bomo videli brez brade. Ne, mislim, nek res, pač jaz tako se mi zdi, kakor da tako, če ne drugega za foro, da bom enkrat v svojem življenju pač mogel se tako vsaj začasno, samo tako da vidimo, samo tako da vidimo, kaj se dogaja. Kaj se v spodnji dogaja. Ja. Ampak ne, kmalu, ne, to je res, ja, tako da, ja, sem imel pa že tako pa ne, 16 sem bil podoben temu, kar, tako, pa ko sem enkrat začel, je bilo to. Dobro. V videospotih so govorila, dva sta od zunaj, če se ne motim. Hera. Ja, pa Nokia. Ja. Ja. Sem mislil tako, dva moja sola, pa sem tako, sem pozabil enega. Ne, ja, dva sta zunaj, sta. Kdaj prije naslednja stvar ven, a bo prišla s singlom, ali bo prišla z novo ploščo, ali preveč sprašujemo? Nekaj sladkorčkov nam boš pa le dal? Lahko. So še neke stvari, ki jih imam končane, komadi, ki jih čakajo videospoti. To je to. Odlično. Čimi, pri koncu sva bo povedala še kaj, mogoče dajva povedati kaj za ljudi, ki bi radi bili tako kot ti, pa si mogoče ne upajo pridati ven, ima še vedno na računalniku skladbe. Tako, Je treba čakati na naslednji val ali lahko že zdaj? Ne, jaz mislim, tako bom rekel, velikrat se srečaš pred nekim takim formatom, kot je produkcija, ali pa, ne vem, dizajn, ali pa kodiranje, nekim takim ogromnim konceptom, ki ima ogromno ene literature in ogromno enih stvari, ki bi si bilo mogoče fajn prebrati. In velikrat bi si človek mislil, da se tega ne bi dal narediti, zato ker, mislim, eni ljudje temu posvečajo celo življenje, študirajo ne vem kaj, pa jim še vedno ne rata. Ampak iskreno povedano je pač v današnjem času še najlažje oziroma še najmanj nemogoče se česa tazga lotiti in uspešno narediti. Jaz mislim, da dejansko, če je nekomu všeč to delati, če ve, da ima nekaj vseb kreativnega, kar bi rad dal ven, pač da ga nima kaj ustaviti. Danes je tehnologija je na voljo, internet je vaš prijatelj. Veliko ljudi mi piše, kolegi glasbeniki mi veliko ljudi piše, ki se lotevajo produkcije in se vam na voljo, kdorkoli ima ideje glede produkcije, pa ni čisto prepričan, kako bi se jih lotil. Najdejo te na družabnih omrežjih. Ja, če napišete pravilno moje ime, obstaja dobra možnost, da me boste našli, kjerkoli iščete. Tako da res, nič vas ne ustavlja, ni toliko obsežno, kot ljudje mislijo, ni toliko težko začeti in potem, ko enkrat začneš, ni toliko težko nadaljevati, če ti je všeč. Čimi, to je bila vrhunska popotnica za konec. Upam, da ste uživali v najinem pogovoru. Tole je bil nihče drug kot Čimi, ki ga boste, verjamem, da gledali in poslušali še velikokrat v prihodnosti. To ti pa lahko jaz zaželim. Hvala lepa, Joži. Hvala za intervju. Čimi.